lepo pozdravljeni. Tako kot vsako leto se v Novi Sloveniji tudi letos spominjamo obletnice ustanovitve Nove Slovenije, ki je bila 4. avgusta leta 2000. Nekaj poudarkov iz naše zgodovine, vem, da jih sicer poznate, ampak zato, da obudimo spomin na zgodovino Nove Slovenije. Ustanovitelj in prvi predsednik stranke je bil dr. Andrej Bajuk. Leta 2000 na svojih prvih volitvah je stranka dobila dobrih 8% glasov in s tem 8 poslancev. Leta 2004 dobrih 9% in 9 poslancev. Leta 2004 je bila Nova Slovenija tudi zmagovalka evropskih volitev, dobili smo 2 poslanca v Evropskem parlamentu. Leta 2008 je stranka dobila manj kot 4%, zato je izpadla iz parlamenta. Takrat je tudi odstopil prvi predsednik, dr. Andrej Bajuk. Za novo predsednico leta 2008 na kongresu v Ljubljani je bila izvoljena Ljudmila Novak, nato še 2010 v Kranju, 2012 v Vipavi in leta 2014 na Vrhniki. Po spremembi statuta na kongresu v Mariboru leta 2009 je volilni kongres stranke vsaki 2 leti, zato nas tudi letos čaka ponovno volilni kongres. Leta 2013 se stranka na kongresu na Vranskem delno preimenuje iz Nova Slovenija krščanska ljudska stranka v Nova Slovenija krščanski demokrati. Namreč stranka Nova Slovenija je tudi ideološka naslednica SKD, medtem ko samo ime SKD je ostalo leta 2000 takrat združeni stranki SLS in SKD. Na volitvah v Evropski parlament leta 2009 je bil izvoljen en poslanec, malo je zmanjkalo tudi za drugega. Leta 2014 na skupni listi Nove Slovenije in SLS sta bila izvoljena 2 poslanca, en poslanec iz Nove Slovenije. Na parlamentarnih volitvah leta 2011 se je stranka vrnila v državni zbor, dobila je 4 poslance. Leta 2012 do spomladi leta 2013 je bila Nova Slovenija vladna stranka v drugi Janševi vladi. Na volitvah leta 2014 smo izboljšali rezultat za enega poslanca, sicer to na prvi pogled zgleda malo, če pa pomislimo, da so 3 stranke izpadle, med njimi vse večje od Nove Slovenije in celo največja, takratna stranka Pozitivna Slovenija, potem Državljanska lista, Ljudska stranka, smo mi vendarle dosegli uspeh, seveda si pa vedno želimo, da bi imela stranka še višjo podporo in zato tudi delamo. Leta 2014 je bil prenovljen program stranke, poleg osnovnega programa, ki poudarja družinsko in socialno problematiko ter kmetijstvo, smo dali največji poudarek na gospodarstvo, saj vemo, da je uspešno gospodarstvo tudi najboljše zagotovilo za socialno državo. Naši najbolj odmevni predlogi v lanskem letu so bili sprejet zakon o prikritih grobiščih in pokopu žrtev, ki je bil sprejet julija lansko leto in na naše zadovoljstvo se ta zakon tudi uspešno izvaja. Predlagali smo več zakonov za zmanjšanje davkov in prispevkov, ki pa so bili žal v državnem zboru zavrnjeni. Sprejet je bil zakon v zvezi z višino članarine za odvetniško zbornico. Potem smo večkrat predlagali spremembe zakona v zvezi z davčnimi blagajnami, žal so bili vsi zavrnjeni, čeprav vemo, da prav te davčne blagajne povzročajo veliko težav uporabnikom in so za določena področja, še posebej za civilno družbo, povsem neuporabne. Potem smo naredili zdravstveno reformo, ki smo jo tudi vložili v vladno proceduro oziroma neko strategijo za zdravstveno reformo, ki smo jo predstavili zainteresirani javnosti, ki jo je tudi podprla, žal pa strani vlade oziroma ministrice ni ravno razumevanja za naše predloge. Potem smo sklicali več nujnih sej za področje kmetijstva in tudi na druge aktualne teme. To je bilo naše delo v preteklosti, za prihodnost pa nas čakajo naslednje naloge. Priprava na volilni kongres, ki bo novembra letošnjega leta, in oblikovanje ekipe za prihodnje volitve,
Pripravili bomo naš vladni program, ker ugotavljamo, da nima smisla, da mi pripravljamo zakone, jih vložimo v parlamentarno proceduro, potem jih pa koalicijske stranke zavrnejo oziroma nekatere si celo prisvojijo in jih po svoje zmaličijo, in zato smo se odločili, da bomo pripravili svoj vladni program, pripravili bomo zakone, ki jih bomo uresničili takrat, ko bo Nova Slovenija v vladi, in iskali bomo tudi sistemske rešitve. Sedaj se največkrat dogaja tako, da mi predlagamo zakon, potem vlada pravi, da ni ta zakon sistemski, da bo pripravila svojega, potem ga bodisi ni na spregled, bodisi ni sistemski, ali pa, kot sem dejala, nekatere naše so celo delno prepisali, jih iznakazili in potem predlagali kot svoje. S tem pa se seveda mi ne moremo strinjati. Tako smo tudi že pred več kot pol leta predlagali določene rešitve za gradnjo industrijskih, gospodarskih objektov, vendar žal ne dobimo nobenega odgovora in niti ne vemo, kaj se dogaja z aktualnim zakonom, ki je bil že v parlamentarni proceduri, vendar je procedura zastala. Vsi se zavedamo, kako potrebna so nova delovna mesta v naši državi, in s tem našim predlogom o hitrejšem pridobivanju gradbenega dovoljenja za izgradnjo gospodarskih objektov bi bistveno pripomogli k razvoju gospodarstva in tudi povečanju delovnih mest. Vendar trenutno ta naš predlog leži nekje v stranki SMC, mi pa bomo na podlagi tega dobrega predloga, ki smo ga naredili z strokovnjaki, ki delajo na tem področju, bomo potem oblikovali svoj zakon. Torej, v prihodnje se bomo intenzivno ukvarjali s temami, kot so gospodarstvo, kmetijstvo, sociala in zdravstvo. To so bila naša temeljna področja že do sedaj. Med največje probleme Slovenije spada nezaposlenost mladih, izseljevanje izobražene mladine ter negativni rast prebivalstva. Že tudi v tem četrtletju letošnjega leta se beleži negativni trend. Naprimer, rojenih je bilo 4873 ljudi, umrlo je 5485 ljudi. To je, govorim samo o prvem četrtletju letošnjega leta, in podobni trendi se ponavljajo sedaj vsako leto. Torej, negativni naravni prirastek, potem tudi selitvena bilanca je negativna, priseljenih v Slovenijo 3610 ljudi, odseljenih iz Slovenije 3815 ljudi. In med temi odseljenimi je največ državljanov Republike Slovenije, 2098, tujih državljanov pa 1717. In nažalost vsi ti kazalci kažejo, da se bomo morali v prihodnosti bolj intenzivno ukvarjati s strategijo, kako izboljšati negativni demografski trend v Sloveniji, seveda na ta način, da bo država ustvarjala ustrezne pogoje za zaposlovanje mladih, za pridobitev stanovanja, ustrezno družinsko politiko, ustrezno socialno politiko, sicer se nam bo dogajalo, da mladi, ki jih že tako primanjkuje, bodo odšli, kar se nenehno dogaja, in staranje prebivalstva pa se tudi nenehno povečuje. To je ena temeljnih nalog za prihodnost naše države, kajti vsi drugi ukrepi ne bodo učinkovali, če ne bomo boljše reševali in bolj ustrezno reševali tega našega velikega problema. Zato bo Nova Slovenija izdelala tudi svojo strategijo za izboljšanje demografije. Nadaljevali pa bomo tudi s pogovori o sodelovanju in zavezništvu za razvoj Slovenije in za normalno Slovenijo. Veste, da politika Nove Slovenije želi biti in si prizadevamo za to, da je konstruktivna, da iščemo rešitve za potrebe naših državljanov, da pri tem delujemo vključevalno, da želimo biti povezovalni
in zato bomo oblikovali neki tretji steber za prihodnjo politiko, tretji steber zavezništev, torej našo vladno ekipo, ki bo presegala strankarske okvire, ki bo vključevala ljudi, ki jim ni vseeno za to Slovenijo, ki imajo znanja, ki imajo izkušnje in ki predvsem želijo pošteno in odgovorno delati za dobro Slovenije. Nova Slovenija bo vztrajala kot desno-sredinska stranka na vrednotah krščanske demokracije in na svobodni gospodarski pobudi. Smo stranka vključevanja, sodelovanja in iskanja rešitev za dobro ljudi.